Preden narediš neko zahtevno vajo za sprednji del trupa, kakor je plank, torej deska, želim, da najprej preveriš svoj trebušni predel, kaj se dogaja z njim. In da to narediš na tleh v nekem zelo kontroliranem okolju. Tako boš lahko natančno vedela, kako se tvoje telo odziva. Ali si pripravljena na plank, ali bolj zahtevne vaje, ali ne. In to je vodnik tudi za druge vaje. A je tvoj sredinski ta del zelo mehak, je širok, kaj se dogaja medtem, ko greš v plank. Ko to ugotoviš, boš lahko te informacije prenesla na plank. Ampak začeli bomo nekje z lažjo različico planka, ker želim, da je vaja lažja, kakor si misliš, da zmoreš, ker tako boš lahko dvignila eno roko in preverila, kaj se dogaja na tem delu. Torej, pomembno je, da razumeš, kakšen je občutek, ko se tvoj trup premakne ali pa zdrsne v neko sredino, a znaš to prepoznati. Zato začni z enostavno različico. Naprimer z desko ob steni, s plankom ob steni. Postavi se v položaj planka na steni in začuti, kako se počuti tvoj ta sredinski del. Kaj se tam dogaja? A se razpira, odmika, se razmika bolj kot prej, je čvrst, kar je seveda dobro. Ali pa se mehča in pogreza noter. Kaj se dogaja medtem, ko si ti v planku? Torej, če imaš občutek, da se mehča in pogreza, poskusi vdihniti, okej? In vdihni dol. Z izdihom nežno aktiviraj medenično dno in ponovno preveri, kako se zdaj počuti ta tvoj sredinski del. Je zdaj kaj bolj čvrst? Če je, super. To pomeni, da se sistem pravilno vključuje. Zelo pa pomembno, če imaš napetost v medeničnem dnu, se izogibi dodatnemu stiskanju medeničnega dna pri taki vaji. Torej, igraj se s tem in opazuj, kako se počutiš. Če se počutiš boljš, potem je to dober znak. In to vajo lahko pol izvajaš naprej oziroma jo začneš izvajati. Torej, začni z enostavno različico, desko na steni, in nato preidi postopoma na bolj napredne različice planka, torej na neki nižji površini, recimo na stolu. Če čutiš, da si pripravljena na desko na naslednji stopnji, torej na tleh, ampak najprej poskusi v tej vmesni fazi, kaj se dogaja. Torej, naredi lepo desko, lep plank, dvigni eno roko in preveri svoj sredinski del. Kaj čutiš zopet? Se razpira, se pogreza, kaj se dogaja tam? A je čvrsto ali ni čvrsto? Glede na tvojo moč, potem lahko poskusiš dvigniti roko tudi na tleh, ali pa nekoga prosiš, da preveri tvoj trebuh, kaj se dogaja, medtem ko ti izvajaš vajo. Recimo nauči moža ali pa prijateljico ali pa koga v fitnessu, kako preveriti tvojo diastazo, imam video na to temo, in ko boš šla v plank, naj te nekdo potipa in preveri, kaj se dogaja na tvojem trebuhu. Lahko pa tudi sama, seveda samo, ko boš dvignila roko, bo to malo težje. Pri nekaterih, ki imajo večjo širino diastaze in veliko te mehkobe v sredini, se stanje v položaju deske lahko nekoliko izboljša. Njihov trup se bolj stabilizira in v tem primeru vemo, da je vaja varna in lahko pomaga pri celjenju te diastaze. Če pa se ob planku stanje poslabša, potem to zate trenutno ni prava vaja in se je treba vrniti stopničko nazaj k lažjim vajam. In potem postopoma gledamo, kaj se dogaja na trebuhu. Skratka, pristopi zdravo pametjo. Ne boj se poskusiti, ampak vseeno bodi pametna. Preizkusi, poglej, kako tvoje telo reagira. Če izgleda in se počutiš dobro, pol nadaljuj. Če ne, umiri tempo in izberi lažje vaje, ki bolj ustrezajo tvojemu trenutnemu stanju telesa. Torej, to je to. Za več pa sledi še naprej mojim vsebinam in mojemu programu po porodu.